V celjski bolnišnici dobro pripravljeni na okužbe s koronavirusom. 7 pomladanskih sejmov so prestavili na konec maja. 29 dneve komedije bodo predvidoma izpeljali šele konec leta. Ratejeva je prepovedani klostebol uživala zaradi zdravljenja ginekoloških težav. Dober dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v informativni oddaji Dogodki dneva. V splošni bolnišnici Celje zaenkrat še niso sprejeli pacienta s pozitivnim testom na koronavirus. V bolnišnici so tako večino programov izvajali in še jih izvajajo po planu, so pa že odpovedali različna izobraževanja. Pri vstopu v bolnišnico pa uvedli poseben nadzor in za morebitne okužene odprli posebno enotno sprejemno točko. Kot pravijo v vodstvu bolnišnice, so na pojav virusa v Celju pripravljeni. Enotna sprejemna točka za paciente, ki sumijo, da bi lahko bili okuženi s koronavirusom, to so uredili v zabojnikih pred urgentnim centrom, vsak dan beleži več tistih, ki se naročajo na testiranje. Če jih je bilo najprej le nekaj na dan, so jih v ponedeljek zabeležili že 19, včeraj več kot 30. Tudi mi prehajamo očitno v fazo izrazitega povečanja potreb po teh storitvah in temu se moramo mi tudi reorganizirati. Pacienta za pozitivnim testom v splošni bolnišnici Celje še nimamo. Bo pa prišel, to je zanesljivo. Najprej bo prišel, pa bomo še v prvi fazi ga premestili drugam. Zanesljivo bo prišlo tudi obdobje, ko bomo te paciente imeli, ampak še enkrat, mi smo na to pripravljeni, imamo pripravljene organizacijo, prostore, opremo in kader. Seveda pa se moramo zavedati, da bo tudi zdravstveno osebje zbolevalo, ne? Tudi praksa v drugih področjih Slovenije o tem govori in mi moramo res narediti vse, da te zdravstvene delavce v največji možni meri ohranimo v dobri kondiciji, da bodo lahko opravljali svoje poslanstvo. V celjski bolnišnici so v zadnjem tednu februarja imeli pripravljene protokole za sprejem okuženih pacientov, preverili in dopolnili so potrebno opremo, vse skozi pa tečejo izobraževanja zaposlenih v povezavi s koronavirusom. V stari stavbi infekcijskega oddelka, v njegovem novejšem delu, smo organizirali prostor, kamor lahko že danes, pa že tudi kar nekaj dni nazaj seveda, sprejmemo do 11 bolnikov in na ta način zagotovimo, da so popolnoma izolirani od ostalih pacientov. Tako da to je že pripravljeno, izdelan je načrt za reorganizacijo dela, vključno z postavljanjem montažnih sten na interni intenzivi, kajti po podatkih iz tujine je pričakovati kar pomembno število pacientov, ki bi potrebovali intenzivno zdravljenje. Tam smo tudi uredili problematiko klimatizacije, tako da smo sposobni nekako v 6 urah ta oddelek reorganizirati. Podobna zgodba je potem tudi na otroškem oddelku, kjer pa imamo seveda nekako predvideni samo 2 mesti za namestitev otrok. V zadnjih dneh so v bolnišnici zaprli nekatere vhode, na odprtih pa uredili epidemiološko triažo, prepovedali so obiske. V primeru poostritve razmer bodo uvedli nove ukrepe. Rumeni alarm se sproži takrat, ko bomo mi začeli zdraviti bolnike okužene s koronavirusom. V prvi fazi vemo, da so to določene 3 druge bolnišnice, oba klinična centra in pa bolnišnica Golnik. V drugi fazi pa potem bolnišnica Celje, ena od preostalih 3 kot tista bolnišnica, ki zdravi te bolnike. V tej fazi je potem predvideno, da bomo odpovedali elektivne posege, elektivne operacije in tudi izrazito zmanjšali specialistično ambulantno dejavnost. Potem je pa tako imenovani rdeči alarm, 3. faza, ta je pa predvidena takrat, ko bo pa kapaciteta naše stavbe za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki ima sicer 40 postelj, premajhna. V tem primeru pa seveda bomo pa morali reorganizirati bolnišnico v celoti in določiti oziroma prostor za oskrbo teh pacientov nameniti tudi tu. Odvzete vzorce zdaj že testirajo tudi v Celju in jih ni potrebno več voziti v Ljubljano. Rezultati so tako znani v roku 4 ur. V bolnišnici še enkrat opozarjajo, naj tisti, ki imajo znake morebitne okužbe s koronavirusom, ne hodijo v bolnišnico, ampak najprej pokličajo telefonsko številko 03 423 30 79, kjer bodo dobili vsa navodila. Ker se število klicev povečuje, prosijo za potrpljenje, obenem pa opozarjajo na preventivo. Higiena rok je tukaj bistvena.
Še enkrat, umivanje rok s toplo vodo z milom dovolj časa, vkolikor to ni možno, je potem razkuževanje. Napačno je mišljenje, če si bo nekdo kanil 2 kapljici alkohola, da so pa te roke zdaj v redu. Ne, niso. Roke morajo biti najprej mehansko čiste, potem pomagajo razkužila. Druga stvar je seveda potem tehnika kihanja, kašljanja. Uporaba robčkov za enkratno uporabo oziroma kihanje, kašljanje v rokav. In tretja stvar, izogibajmo se prostorom, kjer je večja koncentracija ljudi. Ta razdalja meter, meter in pol je tista, ki je bistvena. Se pravi, če zagotavljamo, da bo ta razdalja takšna, potem je tveganje neprimerno manjše. Še posebej pozorni morajo biti starejši in ljudje, ki že imajo druga obolenja. Zaradi ponedeljkove odredbe Ministrstva za zdravje in navodil Sveta za nacionalno varnost so tudi na Celjskem organizatorji odpovedali številne prireditve zaprtega tipa. Med drugim so odpovedali 7 pomladnih sejmov, ki bi se sicer morali začeti v petek, 13. marca. Zaradi koronavirusa so odpovedani številni dogodki po vsej Sloveniji, tudi na Celjskem. Tako je, zaradi ukrepov za preprečitev širitve koronavirusa smo primorani odpovedati naše marčevske sejme, ki bi naj bili ta vikend. Prestavili jih bomo v mesec maj, v sredino meseca maja, od 15. do 17. maja. Večino od njih API Slovenija, pa tudi ribištva pa bomo morali odpovedati, ker je dejansko sezona zdaj, v maju potem nima več smisla organizirati, ker čebelarji rabijo opremo v začetku sezone in tudi ribiči imajo v maju že sezono. Festival kave pa razmišljamo in ga bomo najverjetneje letos priključili k sejmu MOS. Znano je, da so potem tudi v aprilu pa maju sejmi na Celjskem sejmišču. Kako je letos zdaj s temi? Tako je, v začetku aprila bi morali biti tudi sejmi energetika, teroteh in palesteh. Tudi te smo prestavili, ker smo prepričani, da od začetka aprila se še situacija ne bo umirila. Dogovarjamo se še z razstavljavci, kdaj bomo našli nadomestni termin in sicer imamo opcijo ali v začetku junija ali pa proti koncu oktobra. Bomo pa v roku kakšnega tedna z razstavljavci dokončno uskladili in sporočili ta nadomestni termin. V družbi Celjski sejem bodo marčevske sejme predvidene med 13. in 15. marcem, predvidoma izpeljali med 15. in 17. majem. Obiskovalcem, ki so že kupili vstopnice, pa sporočajo, da jih bodo lahko uporabili tudi takrat. V gledališču Celje pa bi se morali danes začeti 29. dnevi komedije. Tudi te so organizatorji morali odpovedati. V gledališču Celje so do nadaljnega odpovedane vse predstave, razen predstav na malem odru, ki sprejme do 90 obiskovalcev. 29. dnevi komedije pa bodo letos minili z bolj kislim nasmeškom na obrazu. Trenutna situacija je zelo prizadela tudi celjske gledališčnike. Ja, mi smo bili pač primorani odpovedati tako vse predstave na velikem odru, kot tudi sam festival, tudi naša gostovanja po Sloveniji, kajti večina gostovalnih krajev ali pa praktično vsi imajo kapaciteto z nad 100 gledalci. To za nas seveda pomeni katastrofalne finančne posledice, v organizacijskem smislu pa dejansko ne vemo, kaj bomo, ker ne vemo, koliko časa bodo pač ti ukrepi veljali. Jasno je, da kot javni zavod spoštujemo navodila, ki jih dobimo od pristojnih inštitucij v državi. Tako da v tem trenutku v gledališču še lahko igramo predstave na malem odru. Imamo pospešeno vaje, se reče vse predstave, ki so bile zamenjene, imamo zdaj v tem terminu vaje. Za našo zadnjo premiero v tej sezoni je Oblast teme. Tako da to je to, kar se v tem trenutku v gledališču dogaja. Nadomestnega termina sicer v celjskem gledališču konkretno še nimajo, predvidoma pa naj bi jih izpeljali v mesecu novembru. Slovenska rekorderka v metu kopja Martina Ratej je na novinarski konferenci pojasnila razloge, zaradi katerih je bil njen odvzet vzorec na olimpijskih igrah v Londonu po ponovnem testiranju pozitiven. Na včerajšnji novinarski konferenci je pojasnila, da je klostebol, ki je na prepovedani listi Svetovne protidopinške agencije, v njeno telo prišel med zdravljenjem ginekoloških težav. Ratejeva je za rezultate ponovnega testiranja vzorca izpred 8 let izvedela v mesecu januarju. Kot sem povedala, se nikoli nismo šli v sporne stvari. Spoštujem čisto športa in prvi mesec, ki je prišel, v smislu, da je zebancija čisto.
Ja, in potem sigurno šok, ker se zavedam, da čisto si športa in da se tega nisem šla in da potem po 8 letih ti nekdo reče pozitivno si, ja, kar ni lahko. Na svetovno protidopinško organizacijo WADO je Ratejeva s pomočjo svoje pravne službe poslala obsežno zdravstveno dokumentacijo, s katero dokazuje, da je klostebol v njeno telo prišel v obdobju zdravljenja ginekoloških težav pred olimpijskimi igrami. Vse skupaj je trajalo od začetka leta 2012. Približno teden dni je dobivala tudi klostebol, ki ga med zdravljenjem tovrstnih težav dajejo številnim pacientom. Kljub temu, da je bila dokazana količina metabolita v urinu zelo nizka, ne zanikam dejstva, da sem kršila pravila WADE proti dopingu. Vendar kršitev ni enoznačna, ker zavestno nikoli nisem zlorabljala kakršnekoli oblike dopinga, sem podrobneje analizirala mogoče izvore omenjene substance. Po analizi vseh prehranskih in dopolnilnih in predpisanih zdravil sem ugotovila, da je izvor klostebola prišlo v mene preko predpisano zdravilo, povezano z zdravljenjem resničnih ginekoloških zdravstvenih problemov, ki sem jih imela v času pred olimpijskimi igrami. Martina se je vedno obeležila doping kontrol, niti enkrat v celi karieri ni imela mis testa. Potem smo terapevtske izjeme iskali. Ne vem, mislim, mene to katastrofa. Poleg tega 8 let nazaj, zdaj iskati neke dokumente. Dokumenti so že uničeni od zdravljenja. Težko je pridobiti za tak dolg nazaj dokumente. Pri pridobivanju vse ustrezne dokumentacije je Ratejevi veliko težavo povzročalo tudi dejstvo, da veliko dokumentacije iz leta 2012 ni več dostopne. Težava je tudi tem, da v bistvu zdravstvo vodi dokumentacijo od 2013. 2012 ne obstojajo dokumenti, noben recept, kakšen je bil izdan, ne obstoja. Da je to težko dokazati. Ratejeva testiranja vzorca B ne bo zahtevala, saj si želi, da bi WADA čim prej zaključila postopek. Ker sem po mojem mnenju natančno in transparentno pojasnila vzrok za pojav metabolita klostebola v mojem telesu, pri čemer z moje strani ni sporna njegova prisotnost v urinskem vzorcu, sem se odrekla tudi možnosti odpiranja B vzorca. Želim, da WADA postopek odloči čim prej, tako da lahko mirno in nemoteno se pripravlja na olimpijske igre v Tokiu. Zaradi dejstva, da je bila od meseca januarja naprej v postopku, je Ratejeva izpustila letošnjo zimsko sezono. Sigurno smo imeli namen tekmovati zimsko sezono, to je bilo zdaj državno prvenstvo, ampak v bistvu je nesmiselno tekmovati, če si v postopku in se držim nekih pravil. Martina Ratej, ki je na olimpijskih igrah v Londonu osvojila 7. mesto, pričakuje, da bo WADA po pregledu dokumentacije odločila njej v prid in ne bo dobila prepovedi nastopanja. Odvisno, kakšna oseba bo tam, ampak glede na to, kakšne dokumentacije imamo tu, lahko pričakujem pozitivno rešitev. Nismo se šli do benih stvari. Stvar je prišla se zdravilom v telo. Ni bila nič namen športa, izboljšanja mojih rezultatov, tako da je bilo čisto namensko pravljeno zdravilo. Ja, glede tole, kar vse imam dokumentov in da smo se zanimali in da tudi imamo neke potrdila o terapevtskih izjemah iz tega ven, upam, da ja. O črnem scenariju in morebitni kazni Mednarodne atletske zveze Ratejeva in njen strokovni tim ne želijo razmišljati. Jutri bo pretežno jasno, na zahodu se bo oblačnost postopno povečala, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, v alpskih dolinah okoli -2, najvišje dnevne od 14 do 21 stopinj Celzija. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Sprva bo ponekod na zahodu rahlo deževalo, sredi dneva in popoldne pa bo Slovenijo od severovzhoda prešel pas padavin. Zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem zvečer burja, hladneje bo. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho, na Primorskem bo pihala burja.
Toliko v naši današnji informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost, pazite nase in bodite z nami tudi jutri ob 18:30. Nasvidenje.